Pred 30 leti je 5 evropskih držav podpisalo tako imenovani Schengenski sporazum. Želele so, da bi njihovi državljani lahko prosto prehajali iz ene države v drugo in da bi sprostili tudi pretok blaga in denarja. Po drugi strani pa bi bil nadzor na zunanjih mejah veliko bolj temeljit. Sporazum so podpisali v kraju Schengen v Luksemburgu, po katerem je dobil tudi ime. Ker se je bilo treba dogovoriti o številnih podrobnostih, so določila sporazuma začeli izvajati šele 10 let pozneje. Trenutno je v šengensko območje vključenih 26 držav, tudi Slovenija. Med državami podpisnicami je večina članic Evropske unije in 3 pridružene: Islandija, Norveška in Švica. Republika Irska in Združeno kraljestvo imata omejeno članstvo. 4 države, Bolgarija, Ciper, Hrvaška in Romunija, se pripravljajo na vstop v šengensko območje, zato pa morajo izpolniti številne pogoje. Zagotoviti morajo na primer opremo za nadzor zunanjih meja, tako na kopnem in morju kot na letališčih. Okrepiti morajo tudi policijsko sodelovanje in pripraviti vizume, to je dovoljenje za prehod meje, ki morajo biti enaka dovoljenjem v zdajšnjih državah članicah. Ko država članica šengenskega območja izda vizum za posameznika, se lahko ta giblje v vseh državah tega območja. Torej, šengenski sporazum je dogovor med evropskimi državami, ki je uveljavil ukinitev mejnih kontrol na notranjih mejah držav podpisnic sporazuma, da bi s tem spodbudili prost pretok blaga, informacij, denarja in ljudi. Na zunanjih mejah šengenskega območja pa ostaja strog nadzor.